here, I'm just a dude. Barbie film je lepo prikazal, zakaj patriarhat škodi ženskam in moškim, ampak ker ni dobesedno prikazano na pladnju, so nekateri ljudje pač čist zgrešili point. There are a number of Barbie characters in the movie. One plays President Barbie, one plays Dr. Barbie, one plays a Barbie with a Nobel Prize in physics. However, all the male characters in Barbie world are simply called Ken. This is an assault on not just Ken, but all men. Jaz imam 15 Barbik in 2 Kena. Nihče nima več Kenov kot Barbie. Vedno je bila v ospredju Barbie in zakaj bi zdaj oni morali narediti film? Pač that's the whole joke. Da je Ken vedno bil kot dodatek in da brez Barbie ne bi bilo Kena. Can I come to your house tonight? Sure. Shredding waves is much more dangerous than people realize. You're very brave, Ken. Thank you, Barbie. Ko je bila premiera, sem šla v kino gledat Barbie film in mi je bil cool. Na koncu sem imela občutek, da nekaj manjka in sem pričakovala več, ampak mi je bil vseeno prikupen film z lepim sporočilom. In ne, nisem pristranska, zato ker je Margot Robbie moja najljubša igralka. V bistvu mi je bil najljubši lik Ken od Ryan Goslinga. Prej nisem bila fan Ryan Goslinga, zdaj pa sam, ker je tako dobro zaigral. Se mi zdi, da bi hitro lahko Ken postal cringe in annoying, če bi bil slabo zaigran. One lady, she even asked me for the time. No way. Way. Perfect delivery and comedy timing. Give this man an Oscar. Toliko za informacijo. Greta Gerwig, ki je ustvarila ta film, je naredila tudi Lady Bird in Little Woman, oba filma nominirana z večjimi Oscarji. Genialne odločitve v castingu, estetično božanski film, pač prava pink eksplozija, I love that. In ne razumem ljudi, ki so dobesedno jezni, triggered, sovražijo ta film. V Barbielandu je vse perfektno za ženske, Keni pa so manj vredni in so pač samo tam za okras. Ampak še vedno bolje živijo kot ženske v resničnem svetu. Še vedno so varni, niso videni kot objekt, niso nadlegovani, samo niso pač glavni lik. Bistvo filma ni, da so moški slabi, temveč to, da se moški morajo v družbi vklopiti v neko specifično in agresivno identiteto, da bi bili sprejeti. Pač toksična moškost. Ben Shapiro je objavil večurne videe o tem, kako mu ni bil všeč Barbie film in kak je najslabši film vseh časov. In njegovi videi trajajo dlje časa kot dejansko Barbie film. It is one of the worst movies I've ever seen. On every possible level, it is a horrific movie. Da si tak triggered, da greš kupit 100 evrov vredne Barbike in jih potem skuriš v ognju. It's giving obsessed. It's giving small pee-pee. Sem gledala prvi video od Ben Shapiroja o Barbie filmu in se mi zdi, da sploh ni gledal filma. Shapiro trdi, da Barbie film preveč vsiljuje z LGBT skupnostjo, zato ker je trans Barbie. Ampak v filmu niti enkrat ne rečejo, da je trans Barbie. Igralka, ki igra Dr. Barbie, je trans ženska. To je vse. Pač nikjer ni nobene trditve, da je kakšna trans Barbie, tudi če bila s tem ni nič narobe. Ne vem, a on misli, da si trans ljudje ne zaslužijo igralsko kariero. Mene skrbi, kako to zdaj vse vpliva na mlade fante, ker že tukaj zdaj vse vidim na internetu, je ful zaskrbljujoče. We hate women. We hate women. Otroci so zlahka pod vplivom odraslih content creators in lahko hitro poberajo
negativne stvari. Podobno je bilo naprimer v 2016, ko so bili na vrhu iDubbbz, Leafy, Rise Gum, Filthy Frank. Tudi Red Pill, alpha, male podcasterji pa so 100-krat hujši. I like people of like Of either all ages. or not developed so long as they're, past puberty. Se mi zdi, kot da gremo nazaj v srednji vek. Pri Filthy Franku, na primer, je vsaj očitno, da je satiričen lik. Pri teh podcasterjih pa ne vemo, če resno mislijo ali delajo vse samo za clout, izkoriščajo šibke moške z nizko samozavestjo in potem širijo to incel mišljenje, pač groza. Sniko, na primer, se nekdaj norčeval iz takih, kot so Andrew Tate in Ben Shapiro. John Lennon relentlessly beat his wife coming home drunk every night and then neglected the kid he had with her. And you pricks still happily sing, "Here comes the sun." Zdaj pa se isto obnaša kot Andrew Tate in mu je kao Andrew Tate idol. Anything other than pussy. That's all you got. You got a mouth, you got pussy, but that's it. The more patriarchy, the more society kind of runs how it's supposed to run. Sem videla en video, kjer je bil šokiran, da njegovi fani tako razmišljajo. We love women. We love women. Not like transgender. Sir, we love everybody. No. All gays What have I done? Constant lowering the bar for assault. Like, why would you say my life is privileged? For one, you're a man. Most people commit suicide are men. Most people who work in dangerous workplaces are men. Most people fighting war are men. And who set that system up? Vsaka družba, ki vztraja pri tem, da mladim moškim dopoveduje, da je njihova edina vrednost le v njihovih življenjskih dosežkih, naprimer s kom hodijo na zmenke ali kakšno službo imajo, bo na koncu pripeljala do tega, da se bodo moški v družbi počutili neuporabne, saj jih nihče nikoli ni naučil ljubiti sebe in ceniti sebe na tem, kdo so kot oseba, in posledično so prisiljeni v tekmovalno stanje s soljudmi, kar jih še bolj izolira od prave skupnosti. Ta občutek nepotrebnosti in izoliranosti povzroči, da se mnogi moški zanašajo na zgodovinsko zatiralske strukture moči, kot je patriarhat, da bi poskušali zapolniti to čustveno praznino. Ker hkrati vidijo svoje kolege, vrstnike kot svoje nasprotnike. In ti mladi moški bodo neizogibno prišli do zaključka, da se bodo ne glede na to, koliko se sklicujejo na patriarhalne vrednote, vedno počutili nič vredne in same, dokler se ne naučijo ceniti sebe neodvisno od svojih romantičnih odnosov ali svojega mesta v družbi. To je v bistvu sporočilo v Barbie filmu za moške. In ne vem, kako so eni lahko zgrešili point. They're canning all over the place. They're canning all over each other. They're canning everywhere. Ben Shapiro je tudi imel argument, da smo ženske karierno enakopravne, zato ker je Greta Gerwig uspešna režiserka in Margot Robbie glavna igralka in sta obe ženski vredni milijone. Ampak samo zato, ker obstajajo uspešne ženske, ne pomeni, da ta problem ne obstaja. To je dejansko enako mišljenje, kot če bi nekdo trdil, da rasizem ne obstaja, ker je Obama bil izvoljen kot predsednik. Halo? Na koncu Barbie pomaga Kenu pokazati, da je lahko brez nje srečen, ker Ken je mislil, da rabi Barbie, zato ker je v Barbie svetu bil naučen, da brez nje ne obstaja. The joke is, kar veliko ljudi ne razume, da je Ken igrača bila narejena kot dodatek za Barbie. Ker brez Barbie ne bi bilo Kena, ker to so bile igrače za deklice. I don't know who I am without you. You're Ken. But it's Barbie and Ken. There is no just Ken. That's why I was created. Somebody once told me the world is gonna roll me. I hate the... Film najbolj zaide na ozemlja proti moškim, ko prikazuje svoje vizije idealnih družb in raziskuje ideje o tem, kaj si želi vsak spol. V družbi, v kateri prevladujejo ženske, so moški samo tam. Nimajo nobene prave vloge ali namena
In v družbi, kjer prevladujejo moški, imajo ženske zelo specifično vlogo služabnic. Ženske so oblečene kot služkinje ali navijačice, moškim strežejo pivo in jim masirajo stopala. Ženske fantazirajo v svetu brez moških, moški pa v svetu, kjer oni nadzorujejo ženske. In ta del filma pač najbolj očrni moške. Toda ta kritika sistemov družbene moči in ostre upodobitve fantazij povezanih s spolom ni proti moškim. Ljudje se pritožujejo, da film prikazuje svet, v katerem prevladujejo ženske kot popoln, vendar je ključni motiv za Barbie in Kena v celotnem filmu ta, da svet ni popoln in da zato ne sodita van. Barbie v sporočilu govori o tem, kako pomembno je, da moški in ženske najdejo svoje mesto v svetu. Film ne sovraži moških ali Kena, namesto tega film ustvari scenarij, v katerem se Ryan Gosling, Ken in vsi drugi fantje v Barbielandu počutijo zadošene, zmanipulirane in ponižane, enako kot ženske v resničnem svetu. How's that feel? It is not fun, is it? Od Amerike Ferrere monolog je bil čudovit, to moram dodati. To, ko sem prvič slišala, mi je res bilo tako končno pač nekdo, ki pove to, kaj čutimo vse ženske. Veliko ljudi govori, da je film preveč feminističen, prav zaradi tega monologa, da je kao nepotrebno to poudarjati, ker to že vse vemo, ampak v filmu Barbie tega ne ve. In predstavlja vse nas punce, ko smo prvič zvedle za patriarhat. Zato je tako čustveno, ker se identificiramo z Barbie. Na Twitterju so tipi, ki so sovražili film, klicali Margot Robbie med pač angleški slang za povprečno. Margot Robbie je povprečna, pač odkdaj je Margot Robbie povprečna? Pač ite malo na zrak. Psihiatru nehajte gledati porniče. Ne se oni vejo, da je lepa, ampak vejo, da ne morejo dobiti. Ker Margot je kot Harley Quinn in kot Naomi v Wolf of Wall Street bila vsem tipom hot. Zdaj pa jim naenkrat ni, ker je pač v takem filmu. It's giving small PP once again. Še en argument je bil, da so se starši pritoževali, da film ni za otroke. Ampak piše, da je PG-13 od 13. leta dalje. Ljudje so čim bolj zabiti. In obstaja veliko Barbie filmov za otroke, tako da pač te naj to gledajo. Mojemu fantu je bil všeč film, ni mu nekaj posebnega, v smislu, ker se nikoli ni igral z Barbikami in mu niso nostalgične, ampak mu je smešno, zakaj so moški triggered in so vzeli to tako resno. Ok, bye. Thank you for watching. Reči papa, papa, to je Han Solo, oziroma Solo, na kratko, my baby.